Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni v prostorih Mestne občine Krško na javnem posvetu Prihodnost jedrske energije v Sloveniji. Pozdravljen današnji gostitelj, gospod župan Janez Kerin. Pozdravljam naše goste, predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba, ministra za okolje, podnebje in energijo magistra Bojana Kumra, magistra za naravne vire in prostor gospoda Uroša Brežana, poslanca Evropskega parlamenta gospoda Franca Bogoviča, spoštovani direktorji, predstavniki gospodarstva in lokalne skupnosti, znanstveno-izobraževalnih organizacij ter medijev, vsi lepo pozdravljeni. Prihodnost jedrske energije v Sloveniji. Relevantna tema, povezana z vprašanjem energetske uvozne odvisnosti oziroma samooskrbe Slovenije, z izzivi razogljičenja oziroma defosilizacije elektroenergetskega sektorja, cene energije, varnosti, kakovosti okolja in zanesljivosti prihodnje oskrbe gospodinjskih, industrijskih in drugih odjemalcev električne energije. Kar nekaj dogodkov, konferenc, forumov na to temo je bilo v zadnjih tednih in mesecih. Namen današnjega posveta pa je konkretizirati razpravo o ključnih vidikih prihodnje rabe jedrske energije v Sloveniji s fokusom na projektu JEK2. Z udeleženci omizja, ključnimi pristojnimi deležniki, želimo čim bolj oprijemljivo predstaviti strateške in postopkovne rešitve, načrte ter način organiziranja in sodelovanja ključnih deležnikov, ki naj pripelje do tega, da se bo projekt JEK2 odvijal kot se mora, transparentno, odgovorno in učinkovito. Moje ime je Mojca Drevenšek in bom povezovala današnji dogodek. Najprej pa k besedi vljudno vabim gostitelja današnjega javnega posveta, gospoda Janeza Kerina, župana Mestne občine Krško. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Robert Golob, minister za okolje, podnebje in energijo, magister Bojan Kumer, minister za naravne vire in prostor, gospod Uroš Brežan, generalni direktor Gen energije, dr. Dejan Paravan, predsednik uprave NEK, gospod Gorazd Pfeiffer, nekdanji dolgoletni predsednik uprave NEK, gospod Stane Rožman, spoštovani poslanec Evropskega parlamenta, gospod Franci Bogovič, spoštovane poslanke in poslanec Državnega zbora, kolegi župani, spoštovani gostje, svetniki občinskega sveta Mestne občine Krško, občanke in občani, predstavniki medijev. Lepo pozdravljeni v Krškem, v mestu, napolnjenim z energijo, v mestu, kjer domuje edina jedrska elektrarna v Sloveniji, v mestu, ki leži v regiji Posavje, za katero domačini pravimo, da je proizvodnja energije tu našla svoj dom. Štejem si v čast, da vas kot župan Mestne občine Krško, v kateri je svoj domicil na območju nekaj več kot 286 kvadratnih kilometrov našlo 26.000 prebivalcev, v uvodu javnega posveta na temo Prihodnost jedrske energije v Sloveniji pozdravim in nagovorim. Kot izhaja iz samega vabila na ta posvet, lahko ugotovimo, da jedrska energija pomembno prispeva k energetski neodvisnosti, zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in zagotavljanju zanesljive oskrbe z električno energijo. Slovenija, ki je jedrska država z razvito jedrsko infrastrukturo, katera ima svoj dom tu, pri nas v Krškem, je pred odločitvijo, kako dolgoročno ohraniti in ukrepiti jedrsko energijo v svoji energetski mešanici tudi v prihodnjih desetletjih. Posvet je pomemben zato, ker bosta umestitev JEK2 v naš prostor in sama izgradnja objekta vplivala na življenje občank in občanov, predvsem pa bo vpliv čutiti pri razvoju naše občine. Ravno to je razlog, da od začetka svojega mandata zagovarjam aktivno vlogo občine pri tem projektu. Želimo namreč biti partnerji v celotnem procesu od zasnove do izgradnje in začetka delovanja, saj bomo tudi najbolj čutili posledice izvedbe tega projekta. Ob tem bi izpostavil naše odlično sodelovanje s predstavniki skupine Gen energije in NEK, ki se izkazuje tako na strateški kot na operativni ravni pri pripravi projektov za državni prostorski načrt. Naše sodelovanje je bilo do zdaj zelo dobro, uspešno in zadovoljstvo vseh strani.
Zato s takim načinom delovanja želimo nadaljevati. Verjamem, da bo moja navedba, da je Mestna občina Krško že sedaj aktivni partner pri izvajanju posameznih projektov, povezanih z umeščanjem projekta JEK2 skozi današnjo razpravo se strani posameznih razpravljavcev nedvoumno potrjena. Mestna občina Krško, naši občanke in občani, podpiramo umestitev JEK2 na našem območju. Zavedamo se razsežnosti projekta, tako pozitivnih kot negativnih. Zavedamo se tudi, da je izvedba projekta tek na dolge proge, samo obratovanje JEK2 pa je tako rekoč maraton. Obenem se zavedamo pomena jedrske energije za prihodnost celotne Slovenije. Ravno zato želimo posebej izpostaviti, da pričakujemo, da smo kot lokalna skupnost aktivni partner v projektu in da smo vključeni ter obveščeni o postopkih in procesih, ki se nanašajo na JEK2. Poleg tega si želimo aktivno sodelovati v meddržavni komisiji, katere sestava se, kot sem obveščen, revitalizira v teh mesecih. Tudi preko delovanja te komisije želimo biti informirani, sodelovati in, če je potrebno, tudi nuditi vso potrebno podporo. Po več desetletij sobivanja z NEK imamo znanja in izkušnje na tem področju. Zato smo trdno prepričani, da je ključnega pomena, da je v tej komisiji tudi predstavnik lokalne skupnosti. Se bomo le tako lahko prispevali svoje mnenje, izkušnje in znanje, ter bo tako zagotovljen ustrezen pretok informacij med vsemi deležniki. Tovrstni javni posveti in udeležba najvišjih državnih predstavnikov nam daje signal, da razmišljamo prav in v pravo smer. Le skupaj bomo ustvarili uspešno prihodnost, ne le za našo skupnost, ampak tudi za celotno Slovenijo in vsi skupaj pomembno prispevali k trajnostnemu razvoju. Naj zaključim za zahvalo, da ste nam zaupali soorganizacijo tega posveta. Kot že rečeno, na zaupanju se gradijo dobri odnosi. Dobre temelje imamo in verjamem, da jih bomo z dodatnimi vzpostavljanjem zaupanja med lokalno skupnostjo in jedrsko energijo znali skupaj samo še nadgrajevati. Želim vam prijetno počutje v naši občini in uspešno razpravo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod župan, za ta pozdrav in uvodne misli v današnje omizje o prihodnosti jedrske energije v Sloveniji. Vaše misli o zaupanju so dobra popotnica za razpravo, ki jo sedaj odpiramo na omizju z današnjimi gosti. Na odru pozdravljam predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba, ministra za okolje, podnebje in energijo magistra Bojana Kumra, ministra za naravne vire in prostor gospoda Uroša Brežana, generalnega direktorja Gen energije dr. Dejana Paravana, predsednika uprave NEK gospoda Gorazda Pfeifferja in dolgoletnega nekdanjega predsednika uprave NEK gospoda Staneta Rožmana. Vsi lepo pozdravljeni in predlagam, da kar začnemo. Tudi časovne vidike današnjega posveta želimo čim bolj skrbno spoštovati, tako da v naslednjih dobrih 30 minutah bomo s panelisti odprli nekaj ključnih tem povezanih s prihodnostjo jedrske energije in projektom JEK2. Sledila bo pa približno 20-minutna javna razprava, v katero bomo vključili tudi vprašanja iz občinstva. Začela bi s 3 dejstvi, ki bi jih na to tudi ponudila v razpravo oziroma odzive današnjim panelistom. In sicer Slovenija je jedrska država, Slovenija ima razvito jedrsko infrastrukturo in Slovenija je pred odločitvijo, kako dolgoročno ohraniti in okrepiti jedrsko energijo v svoji energetski mešanici tudi v prihodnjih desetletjih. In prvi krog vprašanj bi zastavila v vrstnem redu skozi navedena 3 dejstva, torej jedrska država, razvita infrastruktura pred odločitvijo o prihodnosti jedrske energije, torej nekako s pogledom od danes, kje smo in kaj imamo, na jutri in pojutrišnjem, torej pogled v jedrsko prihodnost. Pa bi najprej povabila k besedi gospoda Pfeifferja in vas prosila, gospod Pfeiffer, za kratko, ampak vendarle celovito informacijo o trenutnem statusu jedrske elektrarne, NEK, torej kje smo, kaj je opravljeno in kaj je ključnega pred NEK v naslednjem obdobju, v naslednjih letih. Se slišimo? Vse. Ja, hvala v besedi. Pozdrav vsem skupaj. Bom poskušal biti kratek. V glavnem, nuklearna elektrarna Krško varno obratuje od prejšnjega remonta, od novembra 2022 naprej na polni moči, stabilno, z dobrim izkoristkom. Na elektrarni se dogajajo nekatere netipične aktivnosti. Prioritetno bi najavil, da
prenašamo gorivo iz skladišča, iz bazena, se pravi iz gorivo iz jedrskega bazena, kjer imamo to gorivo shranjeno v suho skladiščenje in je to zaključek projekta nadgradnje varnosti, to je zadnja od aktivnosti. Na elektrarni se izvaja temeljit tematski pregled na področju požarne varnosti, kot zahteva Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost, ki je dobila smernice iz Evropske direktive, in pa nekako delamo na prehodu v dolgoročno obratovanje in v naslednjih mesecih boste opazili okoli reaktorske zgradbe oder, kjer se začenja sanacija betona kot priprava za dolgoročno obratovanje. Zdaj, za dolgoročno obratovanje smo si pred mnogimi leti zastavili 4 cilje. Čezmejna presoja vpliv na okolje, za podaljšanje življenjske dobe in pa pravnomočnost okoljevarstvenega soglasja je pridobljena in je zaključeno, se pravi 20-letno nadaljne delovanje je z te strani zaključeno. Izvaja se tako imenovani periodični varnostni pregled, ki je potreben za elektrarno vsakih 10 let. Tudi tega imamo namen končati v tem letu in je pod kontrolo nuklearne. Ta program nadgradnje varnosti, 10-letni program, veliki program, ki smo ga izvajali, kot rečeno, z suhim skladiščenjem nekako zaključujemo. No, 4. točka je pa naš izziv in o tem smo se pogovarjali danes tudi že z predstavniki vlade, odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Tu nismo uspešni in to bo poudarek v naslednjih letih. Hvala lepa, gospod Pfeiffer. Naslednje vprašanje bi bilo za gospoda Rožmana. Me zanima, kot dolgoletnega predsednika uprave NEK bi vas poprašala, kako na podlagi stanja NEK in poznavanja globalnega okolja ocenjujete potencial jedrske energije v Sloveniji? Oziroma, kakšna popotnica je NEK za JEK2? Hvala, lep pozdrav vsem. Jedrska elektrarna Krško, se pravi prva enota, je prav gotovo odlična popotnica za nadaljevanje jedrskega programa v Sloveniji oziroma za resnično dolgoročno uporabo jedrske energije. Rezultati, ki jih je skozi desetletja jedrska elektrarna Krško dosegala in jih dosega tudi danes, so seveda ključni dejavnik pri oblikovanju tudi javnega mnenja, so ključni dejavnik pri zagotavljanju stabilne oskrbe v Sloveniji danes, so ključni dejavnik v naporih za razogljičenje podnebja in seveda zavez, ki jih imamo do teh vprašanj. Tako da NEK je zagotovo odlična predpostavka, da Slovenija nadaljuje z jedrskim programom, resnično dolgoročno, in da se za to dokončno seveda opredeli. Z pridobljenim okoljevarstvenim soglasjem je ta dolgoročnost že dosežena za naslednjih 20 let, vendar to ne bi smela biti dokončna obratovalna doba oziroma dokončna izraba jedrske energije v Sloveniji. Ne nazadnje, jedrska elektrarna Krško je danes vzor ne samo za primerljive objekte v bližnji okolici, je vzor v evropskem prostoru, je zgled, kako je treba takšen objekt voditi, ga posluževati, kako ga je treba sproti modernizirati, kako je treba zagotavljati vsakodnevno skrb, da resnično daje tiste rezultate, ki jih NEK daje danes. Tako da še enkrat, NEK z temi performansami je odlična štartna osnova za diskusijo, kako naprej, oziroma za razpravo o JEK2. Hvala lepa, gospod Rožman.
Doktor Paravan, kakšen je pa strateški okvir, ki ga za prihodnost jedrske energije v Sloveniji postavljate v skupini GEN? Kakšno je trenutno stanje projekta JEK2, kje so glavni izzivi oziroma priložnosti? Poslanstvo skupine GEN je, da smo vodilni izvajalec prehoda v brezogljični elektroenergetski sistem v Sloveniji. Strategija, da to izvedemo, temelji na 3 stebrih. Prvi zajema naše redno delovanje, to, kar počnemo danes. To pomeni, da proizvajamo praktično vso energijo iz nizkoogljičnih oziroma brezogljičnih virov, da to energijo dobavljamo končnim odjemalcem v Sloveniji, tudi v celoti izključno brezogljično energijo in da ustvarjamo čim večjo razliko v ceni med proizvodnjo in prodajo, zato da akumuliramo prosti denarni tok, ki ga vlagamo v te nove investicije, ki bo omogočili ta prehod. Druga 2 stebra sta investicijska, prvi zajema jedrske tehnologije, tretji pa obnovljive vire, prožnosti, napredne storitve. No in ravno ta drugi steber, ki zajema jedrske tehnologije, predstavlja JEK2 osrednji projekt in stanje na tem projektu danes je sledeče. Z JEK2 smo začeli v skupini leta 2005, to je 18 let nazaj. Okrog JEK2 je v teh 18 letih bilo narejeno veliko študij in pripravljenih del, je pa definitivno, da JEK2 ni bil deležen takšne pozornosti, kot je danes. Upam si celo trditi, da je bil deležen premajhne pozornosti. Danes je ta pozornost bistveno večja, jaz te stvari povezujem z energetsko krizo, danes se vsi bistveno bolj zavedamo, kaj pomeni brez energije, kar me po eni strani veseli, po drugi strani pa tudi apeliram, da je treba biti toliko potrpežljiv ali pa realen, da ne moramo pa imeti tega projekta jutri že tukaj. Tako da zaradi tega je trenutno stanje tako, da smo pred 2 leti dobili energetsko dovoljenje za blok velikosti 1100 MW, tudi vložili prvo pobudo za začetek umeščanja v prostor, katero smo dobili potem navodilo, da moramo dopolniti. V vmesnem času pa z dodatnimi analizami spoznali, da ta usmeritev izključno na blok velikosti 1100 MW ni najbolj modra, zaradi tega, ker so se okoliščine precej spremenile. Te okoliščine so naslednje. Kot prvo se je geopolitična situacija z energetsko krizo bistveno spremenila, posledično ruski ponudniki, ruski dobavitelj in kitajski dobavitelj nekako nista takšna, da bi na njih temeljili resne pogovore za naprej, posledično imamo samo 3 ponudnike takšnih reaktorjev. Če k temu dodamo še to, da želimo graditi reaktor, ki ima referenčni objekt takšne velikosti, potem ostanemo pri zgolenem, kar seveda ni dobra popotnica za pogajanja. Po drugi strani se je z energetsko krizo močno povečala povpraševanje ali pa interes, če hočete, po soinvestitorstvu v tem projektu, tako na domačih tleh, strani industrije, kot iz tujine, in to odpira nove priložnosti ali pa nove možnosti, na kakšen način projekt zasnovati. In nenazadnje ta odločitev za 1100 MW blok, ki je bila nujna zaradi postopkov, zato ker je po postopkih in za energetsko dovoljenje bilo treba opredeliti samo eno natančno moč, danes zaradi tega, ker se je vmes zakon spremenil, to ni več potrebno. Torej to nam odpira neke nove možnosti, da lahko postopek umeščanja v prostor začnemo z razponom moči, kar ocenjujemo, da je smiselno in temu primerno nameravamo pristopiti.